En lep dober dan. Vsem skupaj vas prav prisrčno pozdravljam na današnjem Zoom srečanju in pa vse, ki nas boste spremljali ali nas spremljate live na Facebook portalu. In sicer danes je en poseben dan, imamo veliko gostov, imamo veliko tem za obdelati, veliko se dogaja, čas je tako zgoščen, da ga posameznik na nek način pravzaprav sploh težko dojema. Na veliko nivojih se dogaja. Tako v šolstvu, kot v raznih podjetjih. Dogaja se seveda največ doma, za štirimi stenami, ko se vsak od nas dogovarja, kako bo rešil določen problem. Oče razmišlja, kako bo v službi 8 ur z masko delal, ali pa če ga bodo prisiljevali v čudno testiranje, ki nima nobene zakonske podlage. Delodajalci postavljajo razne stvari, tako da danes bomo skušali približati nekaj rešitev, predvsem z odnosi, kako reševati stvari najprej doma, zato da bomo lahko šli od doma opogumljeni in oboroženi z določenim znanjem. To je zelo, zelo pomembno. No, preden pa začnemo, seveda sem vam jaz poslal na mail zapisnik od našega prejšnjega srečanja in me zanima, ali ima kdo od naših članov kakšno pripombo na zapisnik, ki ste ga prijeli. Počakal bom 5 sekund in če ima kdo kakšno pripombo, prosim, da to označi z dvigom roke, bomo predebatirali. Vkolikor bo tišina, bomo zapisnik potrdili in šli z našo tematiko danes naprej. Prav ne vidim nobene roke, se pravi, se z zapisnikom vsi strinjate. Zahvalil bi se naši Katji, ki je danes tudi tukaj z nami, ker tako redno spremlja in prav video posnetke in vse nas, da potem to lahko zapiše, da imamo shranjeno. Tako da hvala lepa in s tem potrjujem zapisnik z dne 21.8.21. Tako, to je ta naš začetni uradni del. Danes pa imamo med nami posebnega gosta, ki bo govoril o tem, kar sem že nekako nakazal, o odnosih. In sicer odnos v današnjem času je silno problematičen na več nivojih. Aktualno tematiko bova v obliki intervjuja predstavila Mihael Belis in Rajko Škarič. Kot gospod Rajko, prosim, izvoli, da te vidijo naši člani in pa seveda tako. Čist par besed bi povedal, gospod Rajko ni nov obraz, veliko let se ukvarja z odnosi. Zadnjih 26 let je predavatelj in svetovalec z področja medosebnih odnosov v podjetjih, v gospodarskih družbah, proizvodni storitveni dejavnosti, kot so vrtci, šole, in se pogovarja o odnosih s starši in z otroci, zaposlenimi. Potem poseben sektor je, ko smo ga bili nekako najbolj deležni in smo ga občutili lani, marca, aprila, maja, se pravi domovi za ostarelih, starejših občanov. Tam se največkrat srečujejo s težavami odnosov s svojci in pa seveda tudi zaposleni. Potem je svetovalec v raznih društvih, kjer tudi pride do marsikakšnih odnosov, ki niso včasih najlepši in Rajko zna te stvari odlično reševati. Se pravi, odnosi v širši javnosti, to, čemur smo zdaj priča, kar se sedaj dogaja in nas vse se dotika. Na to temo pa gospod Rajko ustvarja tudi razne seminarje, predavanje, delavnice in pa tematske dneve. Tako da, Rajko, lepo te pozdravljam in te prosim, kako bi se ti predstavil, se pravi našim članom na Zoomu in pa vsem, ki nas spremljajo na Facebooku. Samo še povem za zapisnik,
Trenutno nas je na Zoomu 49, na Facebooku 66. Pa še plus, kolikor nas je tukaj, bo pa Katja sama preštela v našem prostoru. Tako da izvoli, Rajko. Pozdravljeni, jaz bi za uvod povedal pravzaprav to, kar si ti že naštel, zdaj ne bi ponavljal teh zadev kot oblika referenc. Bolj bi se predstavil pravzaprav z današnjim dialogom, s tem, kar bo danes povedala, ker mislim, da bo tukaj povedano kar precej stvari, glede na to, kaj sva prebrala. Pa mogoče za večino ljudi, ki bi želeli nekako dobiti eno tako jedro, o čem bomo tudi danes govorili, kaj so pravzaprav odnosi in kako do teh odnosov lahko pridemo na eno tako skristaliziranim pogledom, smo pred 3 leti naredili film, in sicer Ko bolezen postane izziv. Studio 12 je posnel in mislim, da s tem ogledom tega polurnega filma, ki je šel tudi v mednarodni prostor, bojo ljudje nekako dojeli tudi pristop k tem odnosom, na kakšen način pravzaprav pristopamo k odnosu, ker to je nekako ena taka kritična točka, ker se srečamo z vsemi možnimi problemi, tako v nekem zdravem okolju, kot v okolju, ko je nekako... Torej, jaz sem si včeraj ta film pogledal, me je zanimiralo, se pravi, na tej tvoji predlogi, in za vse, ki bi želeli ta film videti, ki bi želeli, se pravi, vtipkate v Google, Ko bolezen postane izziv, Studio 12, film je na voljo, mislim, da je to dokumentarec, ki ga je na 4D portalu, RTV Slovenija ima, se pravi, Ko bolezen postane izziv, si lahko pogledate, kako ta zadeva zgleda, morda v prostem času, zdaj pa lahko gremo s temo naprej. In zanima me, Rajko, kako bi ti opisal trenutno stanje najprej tle pri nas doma, v Sloveniji, in potem mogoče to malce razširiš še preko meje. Približno 26 let, kot smo prej rekli, smo nekako zasnovali eno platformo, idemo reči neko osnovo, na kateri smo v vseh teh organizacijah, ki smo jih prej našteli, imeli neko osnovo, s katero smo lahko o odnosu diskutirali, ker tukaj govorimo o zelo kompleksnih zadevah. Če to kompleksno zadevo zdaj probamo nekako razčleniti, bi bili dolgi, mislim, da imamo kar nekaj dni lahko časa, da se pogovarjamo, zato smo razčlenili pravzaprav vsebino na 6 segmentov. Prvi segment je odnos do sebe, in ta odnos do sebe je pravzaprav ključni odnos vseh odnosov, iz katerega izvira vse. Potem smo šli v to, da je odnos do zdravja takoj sekundarni, tisti najbolj pomemben ob odnosu do sebe. Potem odnos do hrane, odnos do sočloveka, odnos do narave in naravnih danosti in odnos do vzorcev, ki jih v življenju nekako kreiramo in vlečemo za sabo skozi življenje. Tako da s temi 6 točkami smo pravzaprav to celoto, ker govorimo o enosti, to celoto smo nekako razgradili, da smo lažje ljudem razložili nekatere stvari, ki so pravzaprav bili fokusirani na neko temo, glede na celoto, ki je vedno in vse eno. Ja, oprosti, da te prekinem. Kje se ti pozdi, da se v današnjem času odnosi največ rušijo? Kje je tista srčika, kje je tista v bistvu točka, ki je najbolj občutljiva? Mislim, da je ključno prav to, da tukaj se bomo potem tudi dotaknili same vsebine, ampak mislim, da je ključno, da smo mi nekako razumsko sformirani v nekem vzorcu, ki so nam ga nastavili, bomo tudi povedali, kdo nam ga je nastavil, dejansko nek vzorc, ker smo večinoma se umaknili od vzroka, procesa in posledice. Tisti trenutek, ko se mi zavedamo vzroka, procesa in posledice, skoraj da za vsako zadevo, tisti trenutek vidimo lažje celoto kot samo posledico. In mi, ko smo začeli dejansko z ukvarjanjem s posledico, oziroma nam vsiljujejo vedno in vselej samo posledico na vseh področjih, ki smo jih zdaj povedali, tisti trenutek se pravzaprav zgubimo. Tisti trenutek rušimo tudi odnos do sebe, rušimo odnos do vseh parametrov, ki smo jih povedali. A bi lahko rekel, da je posledica, recimo posledica, ki nam je vsiljujejo maska, testiranje, cepljenje, distance in skratka vsi ti ukrepi, a je to posledica ali je to mogoče samo orodje za posledico? Mislim, da je to posledica. Mislim, da je to posledica, zaradi tega bomo tudi kasneje povedali dejansko, kaj je vzrok, zakaj ljudje še vedno nekako ne bom rekel, ne dojame in se ne prebudijo, ker je na vsakem človeku pač nek vzorc, ki ga
vleče za sabo in zaradi tega mogoče ne more priti do nekega spoznanja, kar bi pa potem v nadaljevanju lahko tudi... Zanima me, kaj bi rekel recimo pri večini, ko opaziš, ti se s tem ukvarjaš toliko let, kaj so tisti vzorci, ki jih vlečemo vsi pravzaprav naprej, kaj so tisti vzorci, ki nas na en način mogoče branijo ali pa se znamo proti temu postaviti, kakšen je ta vzorc in kakšen je vzorc, ki kar padeš v ta sistem brez kakršnega koli vprašanja, brez da bi se vprašal, kaj raziskoval stvar, kar padeš v sistem testiranja, cepljenja in zapadeš in verjameš. Tukaj smo vedno in vse postavili na prvo mesto prisotnost. Se pravi, ali smo mi prisotni, ali smo mi v enosti, ali smo prisebni pri sebi, to pravzaprav pomeni eno in isto, ali smo čuječi, ali smo pa dejansko odvojeni od sebe, razcepljeni, ker v bistvu vsega te manipulacije, s katero že tisočletja delajo na naših tleh, je pravzaprav razcepljenost. Tisti trenutek, ko smo mi razcepljeni, pomeni, da smo mi odvojeni od svoje zavesti, od svoje duše in naš razum se igra. Naš razum je kot en avtomat. On pravzaprav sprejema, določa, primerja, ves čas nekaj ocenjuje. Zavest tega nima, zavest samo je. Zavest z razumom je pa neka celota, ki kreira delo ali misel povesti, ravnanje povesti, ker sama vest ne rabi reagirati. Mi z razumom v tej težki masi tega materialnega sveta moramo odreagirati in če je zavest na prvem mestu, da nas žene, potem smo pripeti na največjo možno energijo, s katero ravnamo. Tisti trenutek, ko nas nekdo odvoji od tega, tisti trenutek mi nismo več prisebni, ampak smo dejansko odsotni in v tej odsotnosti potem lahko manipulira z nami kdorkoli, kakorkoli hoče in to pač vidimo. A bi rekel, da je en delček odsotnosti, recimo, ko si doma in se ti nekam mudi in iščeš očala, pa jih imaš v roki. Je to delček odsotnosti? To je definitivno odsotnost. Tudi ko gremo v klet in pozabimo, zakaj smo šli v klet, je dejansko se treba ustaviti, ker nekaj drugega se nam dejansko... Ali se ti zdi pomembno, da bi vsem, ki naj jo spremljajo ta hip Rajko, povedal, da so stvari, ki jih recimo mediji nam sporočajo, a ne? In to v glavnem spremljamo zavestno, prisotno in tudi nezavestno in podzavestno, sublimiranimi sporočili. Zdaj, ker si govoril, da je pač odnos do sebe temelj srčika, a ne? Odnos do sebe je odnos vseh odnosov. Na kak način bi ti nam vsem tukaj dal recept, recimo, a ne? Na kak način ostati priseben, pri sebi, ko spremljamo to medijsko kampanjo, vsa podzavestna, sublimirana sporočila, vse reklame, se pravi, in vsi ti, bom rekel v navednicah, strokovnjaki, ki so plačani trenutno, kar se to jasno tudi vidi, da reklamirajo, ampak vsak tega ne opazi. Kaj bi tem ljudem sporočil, kako naj bodo budni in kako naj naredijo odnos do sebe? No, glede na to, da že 26 let, kot smo prej povedali, se nekako ukvarjam s tem področjem, pa verjetno tudi prej že, gre predvsem za to, da tudi to, kar zdaj večinoma ljudje sprašujejo skoraj na vsakem seminarju, na vsakem predavanju, kaj je pravzaprav to prisebnost, kaj je to prisotnost, kako ohranjati to prisotnost in tako naprej. Skratka, odgovor je precej enostaven in presenetljivo enostaven in zaradi te enostavnosti se včasih ljudi ustrašijo, ker je stvar tako presneto enostavna. Gre predvsem za to, da se ta stik s sabo da na nek način kontrolirati oziroma se da nadzirati. To pomeni naslednje. Če nekdo vozi avto in je z mislimi v službi, on je s temi mislimi, ko je on v službi, on ni v avtu. On takrat ni priseben, ugotovili bojo na sodišču, da je bil neprišteven, se pravi neodgovoren, ker ni odgovorno v vozu, on je bil neodgovoren, ker si je dovolil biti nekje druge. Tisti trenutek, ko je on nekje druge, je on dejansko odsoten. Tako kot učenec v šoli ali pa študent recimo na nekem predavalnici, če ne posluša tistega trenutka profesorja, učitelja, ampak je z mislimi nekje druge, on ni prisoten v tem, on ne sliši, ne vidi in dejansko ne more funkcionirati. Kar pomeni, da je brez energije v tistem stanju, ker je ta energija z mislijo šla drugam. In ko o tem govorimo, potem govorimo, da si lahko kontrolirano pri sebi ali pa tudi kontrolirano izven sebe ali pa zmanipulirano odsoten, kar se pa dejansko ugotavlja že dolga leta, tako da ne bi se fokusiral na maske in ostalo, ker to se nam dogaja že celo življenje. In dejansko smo ves čas v neki igri prisotnosti,
ali se ravna po vesti, ali smo v stiku sami s sabo, ali smo se podvojili od sebe, oziroma smo odšli nekam drugam z nekim razlogom in nam to več pomeni, kot da smo v danem trenutku prisotni. Pri določenih pogovorih na sodiščih, ko so ugotavljali pri določenih prometnih nesrečah, koliko je človeku žal, da je 3 ljudi povozil na prehodu za pešce, je samo par sekund, je rekel, da je bil odsoten. Ampak tisti par sekund koliko košta? Koliko je vrednost teh par sekund v njegovem življenju, v odnosu do drugih, koliko je familijo potegnil za sabo in tako naprej. Ampak to so take preproste življenjske zadeve. Ko imamo pa mi dejansko nasilno manipulacijo, ki jo doživljamo, masivno manipulacijo, ki jo oni, kdo so oni, bomo malo kasneje povedali, ampak ko nam dejansko usiljujejo manipulacijo, ko nam usiljujejo neke stvari, brez da bi mi sploh vedeli za njih, tudi ta sublimirana sporočila in tako naprej, pridemo do trenutka, ko ugotovimo, da recimo pri svojih letih ugotovim, da sem več kot 50 let okrog prinašam. Kje okrog prinašam? Povsod. Ja. Pri izobraževanju, pri hrani, pri odnosih, pri učenju, pri snovi, ki jo učimo. Futrali so nas z Darwinom in ostalimi neumnostmi, ampak vest se je zavedala, da nekaj ne štima. Zato sem bil v sporu z učitelji že v osnovni šoli, sem bil v sporu v srednjih šolah in tako naprej, ampak prideš do trenutka, ko ugotoviš, da nekaj pa ne špila. In če se takrat izrazimo, takrat pravzaprav ugotovimo, da res nekaj ne špila, ampak velika večina je takrat tiho in to sprejme. Če mi to sprejmemo, smo v manipulirani odsotnosti, kar pomeni, da takrat nismo pri sebi, smo brez energije in tisto, kar je najbolj boleče pravzaprav, ugotavljamo, da smo mi pravzaprav njim hrana, da je naša zavest njihova hrana, da nas morajo ustrahovati, da se hranijo na naši zavesti, ker če mi odpremo našo zavest, je za njih to strup. Ali misliš, da je poniževanje takšnega, kot smo deležni, na vsakem koraku smo poniževani, podcenjevani ljudje strani, bom rekel, onih, a ne, kot ti rečeš, jaz rečem, da je to pač zdaj zakonodajna veja oblasti, ki nas futra z nezakonskimi določili, ki niso v skladu ne z ustavo, ne 153. členom ustave, kjer piše, da morajo biti členi vsi kompatibilni, pa vendar niso. To je tako, kot si rekel, ok, moram biti s sabo, pa vendar nisem. Se pravi, na nek način nas ponižuje, zato da bi nas oddaljili od sebe. In se na tem hranili. In se na tem hranili, kar je zelo pomembno. In se na tem hranili, ker če to hrano ne dobijo, potem je adrenokrom tisti, ki ga pa bojo ustvarili. In tukaj pravzaprav zdaj pridemo do tega, mogoče tudi povemo, kaj so to oni, da ne bojo ljudje zdaj mislili, o čem govorimo. Marsikdo ve, marsikdo ne ve, ampak čisto na kratko. Mi imamo dejansko opravka že stoletja, tisočletja z izjemno brutalno, izjemno nasilno energijo, nisem rekel človeka, nisem rekel bitja, z energijo, ki dejansko krmili nek srednji sloj, svoj podrejeni sloj, ki je dejansko oblika križanca. In te križanci so tudi brez kakršne koli emocije, ker morajo biti, to so tudi med drugim vse vodilne strukture v teh državah zdaj trenutno. In potem dobimo operativce, kot so razni varnostniki, kot so razni zdravniki, tudi medicinske sestre in ostali, ki so prodali dušo. Šolniki. Prodali dušo. Ja. Kaj to zdaj pomeni prodali dušo, sem prej rekel, to je odsotnost, to se pravi, za nekaj sem ti pripravljen počepen, za nekaj sem pripravljen prodati svojo vest in delati po tistem razumu, ki se mi jo nastavil kot neko matriko oziroma kot neko plansko osnovo, po kateri ne bi se delali. Zdaj, kaj je tisto, kar je dejansko tudi danes najbolj vidno od vsega, čeprav je to že stoletja, tudi druga svetovna vojna in tako naprej, to so vse obdobja in vse vojne do zdaj so bile v službi te energije. Pridemo dejansko do ene zelo zanimive stvari in sicer, kdor se poglablja v to zadevo in kdo se je poglabljal, je ugotovil, da pravzaprav obstaja neki izobraževalni sistem, obstaja neki univerza, obstaja neki inštituti in tako naprej. In dejansko se znotraj teh inštitutov in teh šola javna masa, rečemo temu, javna masa smo vsi mi, tisti, ki ne pripadamo v ta krog, njihov krog. In potem je tajna masa. A tajna masa je pravzaprav tista, ki vleče vase tiste strokovnjake iz javne mase in jih podkupuje, ki služi njihovem namenu, njihovem cilju in so tajna masa tudi zato, ker tajno zaprisegajo.
Ti naši zdravniki so pač, ki so srčni, ki še vedno čutijo, ki so še vedno živa bitja, ki so še vedno ljudje, oni čutijo, oni se ravnajo po svoji vesti in sodelujejo z ljudmi. Zakaj so tiho in zakaj ne reagirajo, to druga stvar, ali bojo zlezli tja, ali bojo pa na naši strani, je to za vprašanje. In tukaj se pravzaprav pojavlja zdaj v tej javni masi in skriti masi se pojavlja javna znanost in tajna znanost. In ker so mediji pač tudi njihovi, ne pridejo sploh do določenega kroga, tudi to je, recimo, oni ne rabijo dokaznega gradiva, ne diskutirajo, ne komunicirajo, oni ne rabijo nobenega dokaznega gradiva. Danes berem, da recimo na Danskem so uspeli s tožbo, vloženo tožbo, so odstopili tožilci od tožbe. Zakaj? Je zato, ker nimajo nobenega dokaznega gradiva. Ja, ja. Zato, ker so njihova navodila v teh zvarkih brez kakršnega koli teksta. Ali bi ti, recimo, to se pravi, to se srečujemo od vsega začetka, jaz sem na to zelo pozoren, od vsega začetka so razpisali epidemijo in potem pandemijo. Kaj zdaj to pomeni? Ne? To pomeni, da v bistvu veljajo neka druga pravila, se menjajo po zakonu o nalezljivih boleznih in sicer si vlada vzame do široka pooblastila in aktivira, tako kot si povedal, te strukture. Ja. Pa rečemo, da so to javne strukture, ampak recimo, da tudi niso. Recimo delavcem so dali kar na oglasno desko, kako se morajo obnašati, kakšni so ukrepi. Potem so dobivali razna navodila po SMS-ih, po elektronski pošti. Se pravi, nobene uradne, formalne ga zapisa ni bilo, ampak vse ta hitra komunikacija in ljudje nismo imeli časa niti razmisliti, niti odreagirati in smo porabili eno leto, jaz razmišljam celo več, eni še zdaj ne, da smo dojeli, da v bistvu v tej stvari v resnici ni šlo za pandemijo, ampak da gre za povsem eno drugo igro. Zdaj, glede na to, da v našem društvu iščemo rešitve in ti si strokovnjak za odnose, povedal si, da človek, ki se ne pusti ustrahovati, ki se ne pusti iti od sebe, kakšen je recept rešitev v tem odnosu, da človek čim več časa, če ne konstantno, si rekel, par sekund je pomembno za eno nesrečo, ostane pri sebi. Kakšen je recept, recimo, za vse naše ljudi, da bi ostali nenehno pri sebi? Kaj narediti? Kam se fokusirati? Mislim, da je zelo težko odgovoriti na to vprašanje in dati enoznačni odgovor kot neko formulo, to je zelo težko. Jaz bi prej tako rekel, ne, da na svetu nas je pač zelo veliko. V času življenja, ne glede na to, koliko je dolgo življenje, imamo določena bitja, imamo določene duše, ki skrbijo za svojo prisotnost. To je definitivno. Teh ni veliko. Obstajajo. Potem so ljudje, ki skrbijo za svojo prisotnost, vejo, da jih odnaša, in to smo tudi na naših seminarjih dostikrat imeli ravno v tem diskusijskih krogih, ko je ljudem zelo jasno, zakaj piše ravnaj se povesti v vseh svetih spisih, ne piše delaj povesti, ravnaj se. To se pravi, naš razum se vedno hoče nekako umakniti, ne? No, hoče se malo umakniti. Ampak če jaz bo pijem eno pivo pred odhodom domov, bo veste rekla, zdaj pa je pol ure počakali, pa 1 uro, da se tole malo umiri, ne bo šel direkt za volan, ne zaradi policije, zaradi sebe in zaradi mojih zmožnosti, če se kontroliram. Če bom popil 2-3 piva brez kakršne koli kontrole, vzel ključe in šel, potem je zelo pomenilo, da imam nekoliko okrog sebe, recimo dobrega prijatelja, ki bo rekel, da mi ključe, bom jaz vozil. Ne boš vozil. Tako imamo pa dejansko v teh preprostih zadevah že odklone toliko hude, da takrat, ko pride do take zadeve, kot je zdaj, ker mi smo trenutno v zelo resni situaciji, so nekateri čisto izgubljeni, ker niso imeli stika s sabo, oni niti ne vejo, da obstaja nekdo sebe. Mihale, se ti pri sebi, jaz nisem vprašal, Mihale, se ti pri Mihajlu. Ta pri sebi je zelo pomemben in ta pri sebi pomeni ta energija, ta duša, ta zavest je pravzaprav tisti ključ, ki nas nabije z nekim navdihom. Ampak če te padajo predmeti iz rok, če pozabljaš stvari, to bom vprašal, kaj s tabo narobe, mislim, imaš ti pri sebi. Ja. In zdaj ljudje nam je, da bi rekli, viš, nisem, ker imam to in to v glavi, reče vse v redu. To se pravi, nekdo, ki si na leto 3 telefone razbije, mu ključi padajo, pozablja stvari. Se morajo malo zamisliti. Se mora zamisliti. Ali pa tisti, ki je ob njem, ki ima nekaj mar do tega človeka, da vzpostavi nek kontakt in se vpraša, kaj za Boga se s tabo dogaja. Tisto mogoče, kar si me prej vprašal, še da bi samo eno stvar dodal. Treba je vedeti, da oni vedno nastavljajo zrcalno sliko, prav govorijo nekaj čudovitega,
je ravno obratno, kot govorijo. To je prva stvar. Druga zadeva je zelo pomembna tudi ta, da ustvarjajo problem in takoj ponujajo rešitev. Se pravi, cepiva potem niso varna in učinkovita, tako kot zagotavljajo. Cepiva sploh niso cepiva. Kot prvo, to sploh ni cepivo. To je, rečem temu, razcepivo. Prva beseda je. Sploh absolutno sploh ne govorimo o tem, ker nihče še ni potrdil, da so to cepiva kot prvo. Čeprav naša znanost, naši znanstveniki, naša znanost dokazuje, in to prikrito dokazuje, morajo na prikrite načine dokazati, ker ne morejo v teh inštitutih dokazovati, ker so že okupirani z njihovo znanostjo. In tukaj prihaja zdaj dejansko moč argumenta ali pa argument moči. Če naša znanost dela v korist človeka, dela v korist narave, ona ima argument in je to moč argumenta. Ta argument je raziskava, ta argument se ve, kaj je, ta argument so že toliko in toliko let v zasnovi medicine imeli v svojem osnovnem izobraževanju, mer govorijo zdravniki, sestre, strokovnjaki rečejo, lej, to je osnova zdravstva. Kaj bi ti rekel o konkurenčnosti znanja v tem primeru? Konkurenčnost znanja, a ne? Konkurenčnost... Recimo, oprosti, da sem te prekinil, opažam, da gre komunikacija medijev samo v eno smer. Drugega pola sploh ni, kot da ne obstaja. To je tisto, kar sem prej rekel. Ignoranca, to je čisto od sebe. In to na vseh področjih. Na vseh področjih. Tudi recimo v času študija, kdorkoli je od nas študiral, karkoli je študiral, se ni pomembno, tudi kajkoli je se šolal, smo lahko videli, kako so nekateri sta pravimi priimki in imeni zacveteli, brez kakršnega koli znanja, brez česar, ko so danes na nekih pozicijah, danes vidimo, kje so. Pa je, da kroži zdaj en video od enega zdravnika, ki je dobil v Celju celo neko, ne vem kakšno nagrado za ne vem kaj, zdaj se pa pokaže pravzaprav njegovo znanje v teh videih, ko govori in da počne stvari, ki so nemoralne, neetične in nobene znanstvene osnove. Je pa strokovnjak. Je pa strokovnjak in nagrajen. Samo vprašanje je zdaj, v katero skupino pade. A je to njihov, a je naš. In to je treba temu končno reči naši in njihovi, ker mi ne moramo se imeti za isto, ne moramo sedeti za isto mizo in se ne moramo na enak način pogovarjati, ker nismo enakopravni. Druga zadeva tudi, ko gledaš, neskončno veliko denarja razpolagajo z neskončnim bogastvom, ker ga tiskajo, oblikujejo svoje vrednosti, kolikor želijo. Včeraj sem dobil informacijo, da je v kliničnem centru ena zelo mlada študentka za pultom, ki dela in dobiva pač plačo za strežbo vsem, ki pridejo noter, in ona dobiva 800 evrov koronskega dodatka. Poleg plače v kliničnem centru. Se pravi to, kar si rekel. To je denar iz čistega zraka, brez backupa, brez zlate nitke, kot smo včasih rekli. Tako je tudi, mislim, da današnja znanost in odnosi, da tudi nimajo backupa, nimajo zlate nitke, nimamo se kam nasloniti, nimamo zgleda. In tukaj, ko ti praviš, da smo pohlevni, ponižani, ustrahovani, kako bi... Sam sekunda. Imaš? Ja, gospod, izvoli. Ti ponesem se izgleda. Ja, vreda, izvoli. Hvala. Zdaj smo ponedeljek, no. Dobro. Da imaš kaj malo. No, se pravi, da poleg tega javna masa, recimo, ki živi iz tega straha, ki nam ga plasirajo mediji, zjutraj še vstaneš, ne, in te že ustrahujejo in ko se človek znajde pred situacijo, pa slučajno ni priseben, kaj naj naredi v tistem trenutku, ko hoče nekaj kupiti, pa ga nekdo ustrahuje tam zdaj. Zdaj v tej situaciji, v kateri smo, ki smo rekli, zelo resna situacija, v kateri je treba že odreagirati, tisti, ki so zamudili ta vlak prisotnosti, ki se še niso srečali s sabo, ker so imeli. Ker, dajmo si pošteno reči, če kdo ni imel odnosa do sebe, je imel nekaj bolj pomembnega kot to. To je dejstvo. In tudi zelo žalostno je, ko mi ljudje rečejo, veš, sej jaz sem pa duhoven, jaz se že 20 let z duhovnostjo ukvarjam, ko mi čaka, da gre na tisto svojo vajo, neko, ni važno kaj, neko tehniko, ob četrtkih, recimo ob 8 zvečer, in za tisto tehniko on živi. Ne, tista tehnika ti pomaga, da se ti osredotočaš, da ti dobiš neko referenco, kaj pomeni biti priseben v danem trenutku, če ti to seveda uspe. Ampak potem greš ti otrokom, greš v avto, greš v službo, bod na vsakem koraku prisoten za Boga. Ne samo tistih pol ure, 1 uro na tisti vaji, da živiš za tisto vajo, ampak daj biti na vsakem koraku, če se to da. Se pravi v odnosu. Zdaj pa kaj je tisto, kar je povzetek tega? Povzetek tega je, da nam je nekaj drugega bolj pomembnega,
kot biti pri Prioritetno. sebi, oziroma se ukvarjati sam s sabo in se družiti sam s sabo, ker sta vidva dva. Kako sta vidva, Mihael, ti in ta tvoj pri sebi? Ne? Če sta vidva ok, na tebi videti ogromno energije, na tebi videti neskončno veliko dobre volje in vsega. Če tega ni, se čuti, da nekaj ni v redu, da je neka zadeva razdvojena. In zato v teh trenutkih, zdaj marsikdo se strinja z mano, ker smo pač nekako v liniji s podobno mislečimi, da v tem trenutku zdaj tisti, ki niso do zdaj tega prakticirali, rečemo temu, si lahko samo rečeš, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Se pravi, lahko govorimo tukaj o družbeni shizofreniji generalno, družbena shizofrenija, ki vpliva na ta odnos do sebe, nam to nekako skozi odnos doma, v šoli, v službi in preusmerja to pozornost navzven, zato da človek zgublja sebe, ker ta zavest, ta prisotnost, jaz opažam, ko gledam ljudi po cesti, to hodijo kot, ne vem, en ekipi, se ne nasmeje, ne vidi, ne pozdravi, ljudje so zamišljeni, so odsotni, kot si ti prej rekel, ne? Kakšno družbeno stanje je ta hip po slabih 2 letih, ki se zdaj le dogaja pri nas, kakšno je, recimo v procentih, če gledaš populaciji. Zdaj država gleda po precepljenosti, a ne, ker ti, ko ti dobiš ta šus, dejansko ti ukrade dušo. Ja, te loči. Ja, in zdaj, kako naprej? Kaj narediti? Treba reči nekaj in sicer čutiti je tudi to v raznih društvih, v raznih srečanjih, to, kar zdaj tudi dejansko vzdržujemo neke kontakte s tistimi, ki se trudijo vseeno vzdržati v tem stanju, tudi motivirati druge in tako naprej. Skratka, da gre za situacijo, ki je zelo podobna kot pred drugo svetovno vojno, ko gledamo določene zapise, gledamo neke dokumentarne zapise, ker se dejansko ljudje pospešeno prebujajo, pospešeno dojemajo neke stvari, pospešeno nekaj izpuščajo, ker treba izpustiti nekaj, to bomo pa na koncu povedali tudi glede vzorcev. Mi smo polni nekih vzorcev, vzorce treba spustiti, ker ga nimaš več, ne moreš več vleči sabo. Treba je tukaj odreagirati in tukaj pri tem odreagiranju gre dejansko za zelo skrajne primere, tukaj gre za margino. Be or not to be. A bi ti tole scenarij, ki si ga zdaj le povedal z preteklosti, na kak način bi lahko to preslikali v današnji čas? Dobro, takrat je bila vojna, so bile druga orožja, drugi prijemi. Psihološko mogoče enako, samo orodja so bila drugačna kot danes. Danes pa tehnologija vlada, takrat so bile puške, pištole, granate in tako naprej. Dobro so bile. Ampak upam, da se boš strinjal z mano, gre za informacijo. Bravo. Ja, gre za informacijo. Ja. Se pravi, ta informacija, ki se kreira in ki manipulira, ona je vzročna za orožje, ali je to bomba, ali je to raketa, ali je to igla, ali je to šus, ki ga zdaj dobiš, ali bo čip jutar. Skratka, informacija, ki jo nekdo širi in upeljuje in manipulira, je vedno na koncu sproducirana z neko posledico. Tako da mi smo dejansko te informacije, ki smo jih sprejeli že zelo dolg časa, mi že 20 let, 26 let govorimo o prisotnosti, zakaj je krizna situacija gor dol, so nam ljudje dosti vprašali, čakaj malo, ti nas vračaš v kremenčkove. Ne, vračam te k sebi, ker boš enega lepega dne se učil, kako se ogenj pržge, kako se juha skuha iz nič, kako se preživi. Mi smo daleč od tega. Se pravi, vzrok, proces, posledica. Ta posledica je pa zdaj odvisna, ali te od sebe odpelje v stran, ali te pa pripelje nazaj k sebi. In če si pri sebi, dejansko lahko zaživiš kot človek in se zavedaš stvari in znaš tudi ogenj prižgati. Ali se pa pozanimaš, kako se naredim, to probaš sproducirati. Kaj manjka današnjim otrokom, mladostnikom, študentom kot prihodnost naše generacije? Kaj bi svetoval, kako naj živijo, kaj naj primajo v roke namesto mobitelov, tehnologije in medijev? Manjka jim že zelo, zelo dolg časa, upam reči, da skoraj od druge svetovne vojne manjka vidno otrokom, mi smo bili tudi včasih otroci in tako naprej, pa takrat smo vsaj delno imeli ljubezen najbližjih. Tem otrokom danes manjka pozornost, ljubezni, da je poslušan, da je slišan, da se pogovorimo z njim. Zato on jemlje nekaj drugega, zato se on spušča v mobitel, zato se spušča v neko drugo področje, on si ustvarja neko svoje življenje, ker nimaš časa za njega. Ne? In tu nimamo časa, je spet model, to je vzorec, ki so nam govorili, ki so zamanipulirali in tudi, recimo telefon, zelo zanimivo je bila ena gospa, ki je bila na našem predavanju, predvsej veliko predavanje je bilo, oziroma seminar,
in nam je razlagala, da je telefon pred cirka 6-7 leti, ko smo se pogovarjali, telefon dejansko, ko ga primemo v roke, sploh ne bi smel več tega imena imeti. Ker je 90% umetno ustvarjenih potreb, ki jih plačujemo, pa samo majhen procent je res telefon. Umetnih potreb je pa ogromno. Zakaj že? Ja, zaradi tega, ker je nekdo zmanipuliral to potrebo, ne, v neko aktivno potrebo. Tisti trenutek, ko ti zatajiš odnos, samo ljubezen do partnerja, kogarkoli se bo on obrnil nekam drugam, ne? Ker kaj si želimo kot socialna bitja? Odnos. Absolutno. In danes je rušenje odnosov in tisto najbolj kruto od krutega, kar danes ugotavljamo, da so ves čas že rušili odnose in da danes posameznika rušijo, zato ker je množični odnos že stane dejansko, dajmo reči, hiberniran, hipnotiziran, kodiran, kakorkoli ga imenujemo. Opazil sem, da v mojih časih, ali pa v tvojih najnih časih, smo se opazovali v odnosih med seboj, v šoli, doma, na dvorišču, v igri in si rekel, zmeri si rekel, ta je pa pameten. Ali pa v šoli je mogoče nekdo izjemno briliral, smo rekli, ta je pa res dober, ta je pameten, ta je pa super, pa smo vsi hoteli njegovi prijatelji biti in tako naprej. Ali se ti zdi, danes, ko na vsakem koraku slišiš pameten telefon, pametna naprava, da vso to pamet, si ne pripisujemo več sami sebi, mi smo zdaj seveda neumni, ker pač nismo, to ti sporoča, ko ti reče, na pametnem telefonu imaš aplikacijo, na telefon je, pravzaprav ni več telefon, ampak je to že računalnik, ampak pameten je telefon, kaj sem pa jaz? No, s tem so nas zmanipulirali čudovito zadevo teh pametnih stvari. Meni veste že tako rekla, mislim pa ne me zajebavati, dobesedno se opravičujem izrazom, ampak ne me okrog prinašati s pametnim telefonom. Ne? Zakaj ne? Je zaradi tega, ker je tista srčika, mogoče tudi zato, ker sem na tem tehnološkem nivoju sodeloval tudi z vodilnimi firmami in sem dobil stik z njihovo strategijo, ki so jo peljali, da danes lažje to tudi povem. Gre za to, da se mi smatramo kot razvita družba. Ampak mi smo pa vsem tem, ker imamo toliko odsotnih ljudi, nerazviti. Mi smo strahotno nerazviti napram 20 let nazaj človeku, ki je bil razvit do nekega... Tudi, da smo mi danes informirani, da vzamemo telefon v roke, ki je razvit, da vzamemo tablico, ki je razvita, IT tehnologija, ki je prišla do neverjetnih zmožnosti, to je res razvito, ampak bolj, ko je to razvito, smo mi bolj otopeli, da ne govorimo o odnosih. Kakšen vpliv, Rajko, vse to, kar smo zdaj govorila, ima potem na naše zdravje? Kakšen vpliv ima ta, da ko daš pamet drugemu v roke, daš pamet politikom v roke, medijem v roke, pametnemu telefonu v roke, vsi so pametni, kako to vpliva na moje zdravje? Tisti trenutek, ko smo mi že z mislimi čez druge, smo v nekih igrcah, smo v nekih programih in tako naprej, mi nismo pri sebi takrat. Takrat mi ne moramo govoriti o zdravju, ker bistvo zdravja je prisotnost. In spet izhajamo odnosa do sebe. Če jaz nimam odnosa do sebe, pa nimam niti do tebe, niti do društva, niti do članov, niti do prijateljev, ker ne morem imeti tega odnosa. Potem se vprašamo, če je ta človek, ki je vozil avto, bil z mislimi nekje druge, povozil 4 otroke na prehodu za pešce. Zaradi tega, ker ni imel energije, da pritisne zavoro, da dojame, kaj se dogaja, ker on sploh ne ve, kaj se dogaja takrat na cesti. On ne zna obnoviti zadeve. In stroka ugotovi, da je bil nepriseben, neprišteven, da ni odgovoren in bo malo drugače odgovarjal. Ampak kaj zdaj bo zanimivo pri tem? On je bil brez energije. In če smo mi dolg časa odsotni, da je to dolgo časa traja in da je ta odsotnost agresivna, potem smo mi odsotni in brez energije. Kaj se zgodi s telesom brez energije, ne bi našteval. Zakisanost, da ne govorimo zdaj o vseh posledičnih stanjih, o zdravju sploh ne moramo več govoriti. Ja. Se pravi, odsotnost je tista, ki je vzrok vseh bolezni. Absolutno se strinjam, ker je v bistvu odsotnost samega sebe, skrbi za sebe in pa, veš, kaj me zanima, prisotni so določeni posamezniki in določeni posamezniki, ki so prisotni, ki delajo prebojenja, ki kričijo, ki jih ima večina za, bom rekel, malo nore, odštekane, drugače misleče, ki jih celo izključijo iz družbe, se pa potem pokaže čez leto, dve, da pa so ti posamezniki dejansko
kot neki vidci vnaprej v teh odnosih videli rezultat. In kaj bi vsem tem, ki, bom rekel, na nek način obsojajo te ljudi, ki so budni, prisebni, za svojo odsotnostjo in svojo boleznijo obsojajo zdravi. Zdaj, na primer, sem bral celo stavek, da v bolnico lahko prihajajo samo zdravi. Daj nam pokomentiraj, prosim, to. Tukaj pri tem komentarju bi se spet vrnil na oni to počnejo. Ja, Se pravi, ja. oni ne upoštevajo nobenih pravil, oni imajo svoje pravila, oni imajo svoje cilje predvsem. Oni imajo ogromno sredstev, da se to privoščijo, oni ne rabijo nobene pravne osnove, nimajo argumentov. Oni dejansko na ta način dosežejo nek nasilni cilj, ki ga ne bom rekel želijo, ampak ga morajo doseči. Vse to so agende napisane, na katerih lahko spremljamo, kako oni sledijo svoje točke in jih poklukajo skupaj s temi našimi, da ne rečem kaj. Ne? Ampak ko doživljamo te komentarje, ko doživljamo te tekste, ko doživljamo neko tako situacijo, doživljamo pravzaprav tisto boj v srčiko ločitve človeka samim sabo. To je tisto nasilno razdvajanje. Te lahko tle prekinem na tej točki. Razumem. Torej, jaz sem po poklicu duhovnik. Po izobrazbi sem teolog. Zdaj sem poročen, imam družino, imam otroke. Vmes sem se ukvarjal z vse sorte stvarmi. Zavedam se, kot duhovnik, ki sem bil zaposlen v cerkvi, da je cerkev skupnost ljudi. To je definicija eklezije. Skupnost ljudi. Zdaj, seveda, recimo vzemiva primer nedeljska maša. Ljudje pridejo skupaj. Ampak jaz danes, ko gledam to stvar, ali smo kot duhovniki mi znali te ljudi skupaj spraviti k sebi, ali smo jih s tisto monštranco, gledajte, to je Kristusovo telo in smo jim pokazali gor eno zlato stvar, ali so ti ljudje šli iz sebe in zgubili sebe, ker so zunaj sebe gledali Boga na mesto v svojem srcu prisebno. Prosim, to je 2000-letna vzgoja, ki se zdaj prenaša v neko drugo tehnologijo. Zakaj sem to izpostavil? Izpostavil sem to, ker lansko leto, ko sem šel v Strunjan na morje, pridem v cerkev, sem šel pozdraviti tam ene prijatelje in vidim sred cerkve ne več blagoslovljene vode, ampak tale, kako se reče, za roke. Razkožilo. Za razkožilo. Sred cerkve je razkožilo, krsten kamen, vode pa nič več. Kako zdaj to ti pokomentiraš v tem odnosu? Cerkev je neka skupnost, kot so vsake ostale skupnosti. Jaz ne bi sploh cerkev izvzel iz nekih ostalih skupnosti, ker pač skupnost je skupnost. Ne? Dobro. Tudi neko društvo je mogoče močnejše v svoji strukturi, svoji filozofiji kot cerkev. Recimo, tukaj ne bi nobene razlike delal, res ne bi delal razlike. Zato tudi imamo toliko nekih verskih, takih in drugačnih opredelitev. Mislim, da je na vsakem posamezniku, ker to pa je stvar posameznika, da ugotovi, ali on pride v cerkev k Bogu, ali je cerkev domovanje Boga, ali je križ domovanje Boga, ali je on domovanje Boga kot posameznik. In tisti trenutek, dokler mi tega ne razčistimo in tudi vprašamo nekoga, da razčistimo to zadevo, ker če rečemo, Bog je v tebi, je to edina energija, ki obstaja pravzaprav. Ta stvarna energija, to stvarstveno stanje ni filozofija, konec koncev. Zanima me, opažam pri nekaterih ljudeh, ki jim zmanjka realnih odgovorov, da se pa sklicujejo na neke višje avtoritete. Primer. Imaš en problem, duhoven, ki ga je težko analizirati, moraš biti res priseben, ne? In naenkrat rečeš, Jezus Kristus je tisti, ki bo vse rešil. Kukor zdaj, injekcija bo vse rešila, šut bo vse rešil, ne? Kako bi to dvoje ti zdaj v tem kontekstu lahko postavil? A je to neka agenda vere, zdaj, če si vernik, verjameš v to injekcijo in ne zagovarjaš? Ali je to tehnologija, ali je to, ne vem, nova religija? Jaz sem mnenja, da čim nekdo manipulira, kdorkoli manipulira z neko maso, večjo, manjšo, sploh ni pomembno, čim je enkrat masa manipulirana z neko vsebino, ker nam je pokritje nekdo tretji, tisti trenutek dejansko že moja vest reče, da je tukaj nekaj ne štima.
Ker tudi z tega področja, recimo, pa to mi noben ni razlagal, ne? Ampak moji starši so bili klicani tudi v šolo, da so prišli v osnovni šoli zaradi tega, ker sem jaz rekel, da učitelji v šoli me lahko nekaj naučijo, to je segment nekaj malega v življenju. Ampak življenja me bo naučil samo en učitelj, ki ga imam. In do tistega učitelja ne dovolim nobenemu, da bi se postavljal vmes. Nobenemu. To se pravi, niti učitelju v šoli, niti ne vem komu, trenerju, ne vem komu, niti svojemu očetu, niti mami. Ne dovolim, da se postavi vmes med mojim učiteljem. Če lahko tako rečem, tako sem nekako tudi vizualiziral celo zadevo. Razumem, da si priseben. To pomeni med to prisebnost. Do tistega stanja, ko se jaz pogovorim sam s sabo, ne sprejemam ničesar. Lahko se pogovarjamo, lahko mi nekdo svetuje, lahko se strinjamo ali ne strinjamo, ampak tisto izhodišče je vedno v sebi, če se družiš sam s sabo, če imaš to najboljšo družbo na svetu, če si tako zaljubljen, kot je on vate. Zakaj? Ker karkoli v življenju narediš, kar ne štima, te on vleče k sebi. Ti si takrat odsotna, ampak on te vleče k sebi. In ko se upiraš temu vlečenju k sebi, recimo, da sem sprt z mamo, že dolga leta, in mi ves narekuje ta sebi, mi narekuje pet vseh mami upraviček, ne nočem se to priču, nima smisla, vse ste videli, kaj mi je rekla in tako naprej, neka zamera in tako naprej. To je trpljenje, ker se upiram svoje vesti, ki me tako vleče k sebi, da reče, dej nared to, te objame, te srčno objame, ti da to energijo, da greš in da to izravnaš. A bi ta odnos lahko imenoval kot virusen odnos? Ja. Kakšen je antivirusni program za to? Antivirusni program za to je imeti dobro okolje, prijatelje, imeti okrog sebe ljudi, ki te čutijo. Se pravi, to boljš kot injekcija antivirusna? Absolutno je to odnos, ker se bo nekdo usmeril in ti povedal, kaj ne štima. In pomagal tvoje vesti, da bo šla, če se ta človek povesti ravna. Moja vest, tvoja vest nima nobene razlike. Samo takrat vesti govori. Tako je. In če ti zaupam in ti verjamem, potem bom šel to narediti, ker moj razum tega ni zmogel sam. Rajko, imava še 3 minute. Dam ti 3 minute, da poveš to, kar čutiš za današnji zaključek. Potem pa povabimo naprej novega gosta. Tako da te prosim za... Bomo še nadaljevali to temo, ker smo komaj odprli skrinjico, a ne? Če se strinjajo, seveda potem bomo te stvari nadaljevali. Bi pa te prosil zdaj za ta kratek rezime. Ja. Kratek rezime bi definitivno bil tudi srčika dejansko vseh naših predavanj, srečanj z ljudmi in tako naprej. Tisto, kar bi rad sporočil našim članom, cirka 5000 članov Bilisa, da čim prej tisti, ki pač imajo ta odnos sami sabo, ne ga vzdržujejo in spoštujejo to maksimalno, kar se da. Tisti, ki se še ne poznajo sami sabo, ne se čim prej spoznajo, ne tudi iščejo svoje najbližje ljudi, to ni treba neke svetovalce, ne vem kaj, ne iščejo ljudi okrog sebe, ki se zelo srčno poznajo, srčno si zaupajo, da si lahko med sabo podelijo iskrenost, da tudi svoje emocije znajo izraziti, strah, jeza, žalost, skrb, pohlep. To je 5 strupov, ki nas zastrupljajo na vseh področjih in oni nas zastrupljajo s temi 5 strah, jeza, žalost, skrb, pohlep. Da to znamo izraziti, da to znamo svojim najbližjim izraziti, da se znamo tudi z otrokom o tem pogovoriti, da se ne tolažimo, to bi počrtal z rdečo, ni tolažbe. Danes ni več nobene tolažbe za nobenega. Je pa stati ob strani. Ne usmiljenje, stati ob strani. Usmiljenje pomeni, da se ti nekdo smili, si nad njim, dajte biti sočutni. In tisto, kar se mi zdi daleč najbolj pomembno, stati ob strani določenim ljudem, da vejo, da vas imajo na razpolago za tisto, kar obvladate, tem, ker delujete in obvladujete določene zadeve. Iskrena hvala. Jaz Hvala lepa. Torej, skripta je velika, teme so poglobljene, nadaljevali bomo, zaenkrat iskrena hvala, lepo te pozdravljam in se priporočam, da bomo še naprej člani med seboj tako sodelovali. Hvala, Rajko. Tako, zdaj bi pa poklical Mirota, če je tle v bližini, ker je pa Iviljana včeraj oziroma pred 2 dnevi z njim naredila krasen intervju. No, Miro, pridi. Lepo pozdravljen. Zdravo. Ja. In Iviljano seveda pokličem zraven, da se v imenu društva Mirotu zahvali in da naredita en kratek povzetek
10 minut imata na voljo, potem imamo pauzo, da povzamemo tisti intervju, ki smo ga poslali po elektronski pošti vsem nam. Mislim, da sem tudi na spletnem omrežju Facebooka tudi najdete, tako da Iviljana izvoli in tebi pa hvala, ker si se odzval in sem zelo vesel. Evo. Ja. Pozdravljam v društvu za srečno življenje Beliš. Včeraj smo naredili res krasen intervju, kako pomagati staršem in otrokom, glede na to, da se bo 1. septembra začela šola v res novih pogojih, na katere se moramo seveda vsi pripraviti. In starši in otroci, seveda pa najbolj učitelji in vsi tisti, ki mislijo, da bojo z odloki spremenili razmišljanja, čustva, modrost staršev, otrok, ker pravi, že Sveto pismo pravi, budite kakor otroci. Mi moramo otroke poslušati, jim slediti, ne pa, da bi otroci mogli naše zakone, odloke spoštovati, sprejemati. Ker kot vidimo zdaj na številnih videih, ko otroke cepijo ali jih silijo v karkoli, se zelo, zelo upirajo in zelo upravičeno. In bi te prosila, če bi lahko naredil kratek povzetek tega najnega včerajšnjega intervjuja. Jaz vse vas, ki ste dobili naš program, spodbujam, da si v miru pogledate ta skoraj enourni intervju, ker je res bil narejen strani Mirota z srcem, da se pomaga našim otrokom in seveda s tem staršem in celotni slovenski družbi. Hvala lepa, Mira. Izvoli. Hvala vam, spoštovane članice in člani društva za srečno življenje Beliš. Včeraj se je pojavila čudovita priložnost deliti nekaj svojih misli, praktične narave, kako lahko v teh težkih časih se postavimo ne samo zase, temveč za naše otroke, ki so najbolj izpostavljeni možnim tistim zlorabam s strani obstoječega sistema, ki trenutno je nastavljen na tisti val kršitve osnovnih pravic, človekovih pravic. In vsekakor je naša dolžnost se pripraviti na to, da z učinkovitimi pravnimi sredstvi dosežemo in zagotovimo tisto nedotakljivost telesa naše bodoče generacije. Želim povedati, da intervju je bil obsežen in popolnoma spontan, načrtovan in je bilo omenjeno veliko tistih osnovnih točk oziroma pravnih aktov, tako nacionalnega kot mednarodnega nivoja, katere moramo poznati, ker glavna točka, poanta, ki nas ovira pri uresničitvi blagostanja naših otrok, je pravna nepismenost. Z tega vidika bom rekel tako, da se moramo si vzeti čas in se seznaniti s temeljnimi akti nacionalnega prava in prav tako mednarodnega prava, ki ima prioriteto nad pravom nacionalnim. Omenila sva v krasnem pogovoru z Emilijano tiste pomembne temeljne akte, s katerimi se lahko seznanite, in vsega ni bilo moč povedati, seveda, ampak recimo tista univerzalna deklaracija človekovih pravic je tudi pomemben pravni akt, ki ne dopušča, da naši otroci bodo podvrženi katerimkoli medicinskim vplivom brez tega, da bi bila privolitev tiste osebe, ki jo zastopamo kot starši. Vsekakor bi bilo smiselno začeti z Ustave Republike Slovenije. Seveda, nažalost, pravna nepismenost ljudi v Sloveniji preseneča.
celo v nekaterih državah, ki nimajo ustave, ljudje so bolj pravno ozaveščeni in osveščeni. Tukaj pa imamo besedilo, katero se zelo splača imeti natisnjeno, podčrtano pri pomembnih točkah in to besedilo je dejansko naša, bom rekel, pravna Biblija na nek način. Ja. Včeraj si omenil, da bi jo mogel vsak prebrati ne enkrat, ne dvakrat, ampak večkrat in jo imeti s seboj v svoji torbici. Vsekakor je priporočljiv nasvet imeti s seboj to zadevo, ki nas v teh težkih časih in naše otroke lahko zaščiti zoper možno tiranijo, ki se trenutno izvaja. In prav tako je bilo omenjeno, da časi so tako zaskrbljujoči, da moramo upoštevati pravna dejstva iz drugih držav, recimo iz Nemčije in Avstralije, kjer so primeri, da otroci bili cepljeni brez vednosti staršev, ko so bili v šoli, recimo. Čeprav so se celo upirali. Ja, upirali so se in so videli tega upora in tudi dejansko so ločili starša od otroka, odvzemali pravice in tako naprej. Ampak jaz želim povedati, da če se ne bomo postavili za otroke, za njihovo blagostanje in bomo dali masko na tega otroka, to je že dejansko vzrok za odvzetje pravice starša, ker gre za mučenje otroka, ker gre za škodovanje otroku. Maska je povsem nevarna zadeva, povsem neučinkovita in ni nobene pravne zadostne podlage, da bi se le-ta uporabljala in vsekakor Ovijska konvencija in Nürnberški zakonik in prav tako Evropska ustava ne dovoljuje tega, da bi katerikoli medicinski posegi bili izvršeni brez privolitve staršev in otrok. Glede na to, da vidim Mihaela, zgleda, da nama je čas potekel, jaz pozivam vse vas, ki gledate ta posnetek, da si res pogledate tudi enourni program, ki ga nam je res Miro, pravnik Miro, ki je prišel iz Anglije in je zdaj z nami že nekaj dni, je visoko izobražen, magister in tudi doktorat ima iz prava, tako da boste res vedeli, da vam je podal veliko znanja za to, ker ljubi Slovenijo, ljubi otroke in želi, da smo tudi v Sloveniji pravno pismeni veliko bolj, saj se tudi že Mihael več kot 1 leto pa pol trudi z vsemi pravnimi nasveti in velikokrat slišim, koliko smo se lahko naučili že iz pravnih nasvetov od Mihaela. Danes imamo res veliko čast in hvaležni smo vam, tebi Miro, da si si vzel čas in nam predal veliko svojega znanja in iskreno hvala. Enako. Še eno idejo, mislim, da si rekel, da bi rad vsem sporočil, tudi če ne bomo sami mogli, da je to spusti v eter, da se realizira. Seveda. In mogoče v 2 stavkih. Ja, v 2 stavkih se je rodila krasna zamisel, da bi, ker trenutno veliko otrok bodo šolali od doma. Na domu. Na domu, ja, pravilno, hvala. In v tem smislu, glede na kakovost izobraževalnega sistema, slovenskega izobraževalnega sistema, tistih vsebin, se je rodila zamisel, da bi ustvarili akademijo, s katero bi zagotovili, da tisti otroci, ki se bojo udeležili te akademije, se bojo izoblikovali kot samozavestne osebnosti, popolnoma pravno podkovane, da bi dejansko znali, kako živeti uspešno, srečno, harmonično življenje
In jaz mislim, da je napočil čas, da vzamemo iniciative v naše roke in organiziramo pouk, lahko celo ustvarimo, lahko se celo legaliziramo popolnoma in zagotovimo neko akademijo, akreditacije in tako naprej, da zagotovimo našim otrokom veliko boljšo prihodnost, kot jim nudi trenutni, popolnoma nesposobni, bom rekel, izobraževalni sistem. Iskrena Super hvala. ideja, Iskrena najlepša hvala. 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 Spoštovani, naš čas se je iztekel in moja zaključna misel je, jaz bi zelo rad živel v svetu, kjer ne bi bilo nobenih pisanih pravil, kjer bi življenje teklo takšno, kot je, kajti življenje samo po sebi je popolno in če živimo skladno z naravo, prisotni, prisebni, zavestni, potem vsa pravila odpadejo, ker delamo tako, kot je prav. Se vidimo kasneje.